Se tudi lih danes, ko sem hodil, je bil fotor tako pismo, zakaj mene niso povabili. Akademija. Kaj ti je? Pozdravljeni ob poslušanju podcasta Akademija, kaj ti je? Ki nastaja ob 80. obletnici delovanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Moje ime je Tine Lisjak, sem le eden izmed otrok Akademije in pogovarjal se bom z marsikaterim drugim. S podcastom raziskujemo različne poglede, izkušnje, želje in napovedi v povezavi z Akademijo. Z vsakim izmed gostov se bom pogovarjal o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti Akademije, seveda skozi prizmo vsakega posameznika oziroma posameznice, saj je že po pisanosti Akademije jasno, da ima ta mnogo preoblek. Danes se nam je pridružil Gal Grobovšek. Gal Grobovšek, rojen leta 1999, je slovenski pesnik, slam performer, glasbenik in oblikovalec. V svojem delu združuje poezijo, glasbo, vizualno umetnost in dizajn v izrazito avtentičen, kritičen in igriv slog. Njegove pesmi pogosto temeljijo na vsakdanjih fragmentih, dokumentih ali navodilih, ki jih preoblikuje v surove, impulzivne in neposredne verzne kolaže. Nastopa na slam odrih doma in v tujini, sodeluje z glasbeno zasedbo Smetnaki. Študira industrijsko oblikovanje in deluje tudi kot mentor ter organizator kulturnih dogodkov. Njegovo ustvarjanje presega klasične meje literarne umetnosti in išče nove načine, kako besedo preplesti z zvokom, podobo in performansom. Ok, zdaj pa še v rimah. Gal Grobovšek, rojen 99, pesnik, performer, ki zna vse presenetiti. Besedo, podobo in zvok združi v glas, kritičen, igriv, avtentičen v vsak čas. Njegove pesmi iz drobcev vsakdanjih ustvarja kolaž verzov surovih naglih, z dokumentov, navodil prepisan glas, preplete v impulziven, neposreden kras. Na slam odrih doma in čez mejo nastopi, zasedbo Smetnaki glasbo razgiba v tropi. Še industrijsko oblikovanje študira, kot mentor in organizator kulturno podpira. Presega umetnost klasične meje, besedo z zvokom in sliko poveže, v performansu živem išče nov svet, kjer umetnost in življenje gresta z roko v objem. Na koncu malo zmanjka rim. Gal, Ni bilo bad. Gal, ni bilo bad. pozdravljen, Živijo. Prebral sem dva opisa, mogoče kar oba noter pustim, glede na to, da mogoče. si poleg tega, da študiraš industrijsko oblikovanje, tudi pesnik, slam, performer in tako naprej, sem pomislil, da mogoče ChatGPT-ju naročim še, da te v rimah predstavi. Ni bilo bad. Ne, ni bilo bad, ne. Mislim, sej po moje rimoznak je dosti klasična forma. Ja, čeprav I vsake guess. toliko tale 99, ki zna vse presenetiti, pa še ne par takih. Kako si? Včeraj si rekel, da ste nastopali? V redu sem. Ja, nastopali smo včeraj, to je bil se prav, 3. julij na tednu mladih. V Kranju. V Kranju, ja, na trejnu. Skup s slonom in sadežem. Dobar. Odprl zaslon in sadež, to je za vse vi. Pa, to je... Zdaj si tle, pogovarjala se bova malo o Akademiji, tvojem življenju na Akademiji in tako naprej. Zakaj? Zakaj ti je na Akademiji? Zakaj si tle? Ker sem naredil sprejemce. Aha. V bistvu nisem vedel točno, kaj študirati, se pravi, v srednji šoli. Mislim, imel sem zelo fiksno idejo jazz saksofona, ki sem je začela postopoma. Jaz sem usporedno hodil še na konzervatorij, se pravi zadnji 2 leti gimnazije, pa prvi 2 leti faksa. In v 4. letniku srednje nekako je ta ideja, da bi študiral jazz saks, ni bila več v spredju. Eno zato, ker sem skozi manj neke motivacije za vaditi imel, predvsem pa zaradi tega, ker so me začele zanimati tudi druge stvari, med drugim. Itak me je zmeraj zanimala umetnostna zgodovina, tako da to je bila druga izbira. Na filofaksu umetnostna in zgodovina. Se pravi, ta prva stvar, ki sem jo zbral, je bila pa po industrijsko oblikovanje, zato ker v bistvu me je od zmeraj zanimalo
nekako združevanje nekega funkcionalnega pa likovnega, pa predvsem v nekem 3D svetu, ne samo pač dosti pluskovito. Je pa res, da imam tudi v zadje to, da sta in Foter in Bertrand oba oblikovalca, sicer grafična, ampak sem nekako bil skozi upet v to okolje. Noben ni verjel, da bom naredil sprejemca, zato ker jaz nisem risal ničesar, se pravi od, osnovne šole. Zmer sem bil ful v muski, no. Muska pa poezija sta bila ta glavna izraza, no. Glede na to, da si rekel, da imate tudi v družini malo tega oblikovanja, pa tako se mi zdi, da si verjetno za akademijo pol slišal že kar zgodaj v življenju. Ja, mislim, zmeram je bila akademija nekako po mojo podzavesti. Tudi mami umetnostna zgodovinarka, tako da je bila v bistvu likovna umetnost kot taka in oblikovanje zmeram prisotna. Ne. Se tudi danes, ko sem hodil, je bil Foter tako pismo, zakaj mene niso povabili. Lahko bi imeli enkrat en duet, mogoče v naslednji sezoni vaju oba povabimo. Ne, ampak one dva oba z Bertrandom sta bila na grafičnem oblikovanju, v bistvu Foter čisto na samem začetku, Bertrand malo kasneje, ampak v bistvu imamo to, dejansko v živo spremljamo čez generacije, kako se je akademija spreminjala, zakaj je bil oddelek za oblikovanje, kdaj nastal, kako se je sam oddelek razvijal in kako se nova stavba še ni zgradila. Kdo bo naslednji v družini? Pismo ne vem. Pogovarjate se o tem, kako se je akademija spremenila, a se je spremenila kaj v tvojem pogledu? Preden si začel hoditi na njo, kako si takrat jo razumel, je bila to samo neka ta fama, neka utelešena fama, na katero sta hodila Foter in Bertrand, pa se je potem enkrat, ko si začel hoditi tam, to mnenje malo preoblikovalo? Ja, mislim, zih je bila neka fama okoli tega. Ampak že one dva nista v bistvu šparala z besedam, v smislu, večino stvari smo se sami naučili. Tudi nismo imeli optimalnih pogojev, tako da mogoče za kaj drugega, mogoče za iti drugač. Tudi Bertrand si v bistvu imel zmeram pozitivnejši pogled na oddelek za industrijsko oblikovanje, v smislu je to pa oddelek, ki je pa tudi evropsko oziroma v svetovnem merilu nekako dosti relevanten oziroma primerljiv. Pri nas na grafiki je itak sama štala. Ampak mislim, ne glede na to, po moje, kjerkoli bi študiral, imaš to, da je ful ene improvizacije, kar se pa po moje ni spremenilo od samega štarta. Po moje tudi zato, ker imamo toliko manko v nekih, oziroma je bil manko, ker sem bil na dodiplomcu, pa 2 leti nisem študiral, nekih čist fizičnih aspektov, od delavnice do dosti velikih prostorov, do tega recimo, če primerjam z arhitekturo, da imel recimo seminar ali pa fotografiji, ki imate ta seminar spodaj, pa skozi v tem delate in tako naprej, pa slikarji svoje ateljeje. Mi nismo imeli zares nekaj, čeprav imaš te seminarje, tam 3, ampak ne vem, nismo imeli te... Ja, bolj so pretočni. Ful so bolj pretočni, ja. Tudi obrača se ful različnih predmetov, tam ni samo, da bi se mi lahko... Po moje pa druga stvar je pa tudi to, da naše delo je ful zmeram, od koncipiranja, ki je zelo skupinsko, pa imaš ful enih post-itov na tabli in razmišljaš in rišeš, bla bla. Pa je ta razvojen del ful individualen na računalniku si ali pa... Pač sam delaš več ali manj. No. Vsaj na faksu. Zelo individualistično je vsaj bilo zasnovano. Ja. Plus verjetno moraš vedno pospraviti za sabo. Ja, mislim, ne moreš zares pustiti stvari. Lahko jih tekom dneva, sam nekak ni uno, da bi lahko pustil neko delo na sred, pa šel. Ja, kad tam na fotografiji, pa tle na slikarstvu verjetno, na fotografiji imamo to možnost, da si uredimo nek svoj delovni prostor, za čez semester in ga potem pač imamo. To je super, no, da imaš dejansko kot nek svoj studio. Ne? Ja. Se pravi, ampak poleg industrijskega oblikovanja, velik del tvojega življenja še vedno napolnjuje glasba, jazz saksofon manj, kakor včasih? Ali? Ja, tako striktno jazz saksofon manj, ampak še zmeraj v bendu špilam saks. Tako da smo v bistvu z bendom, se pravi 4 smo hodili na konzervatorij, 2 usporedno, 2 kasneje, ampak se poznamo že odprej. No. Ampak smo probali to, kar smo dobili
znanja tam, se pravi od jazza do klasike, prestaviti v kontekst, ne vem, nam zdaj rekel, alternativne glasbe, ker, mislim, odvisno, koga vprašaš. Študent nas ne predvaja, val nas ne predvaja. Ker smo po moje preveč alternativni za ene, pa premalo za te druge. Ampak v nek kontekst punka, alternativne muzike, prenesti noter jazz. Najprej smo šli čez ska, ki je bila poskočna muzika, dosti pozitivna, hkrati isto malo kritična, pa pojdi ska punk, pa prihajali do skozi bolj eksperimentalnih stvari in jih pač mešaš s temi aktualnimi vplivi, ki jih imaš. Ne vem, na neki točki smo eni trije full Deftones poslušali in se je to full poznal v enem komadu. In pa imaš itak izziv, oziroma te zanima, kako lahko brase vključiš v kontekst, kaj je to nu metal, kaj je to. Ja, recimo. Ampak pač neke dosti težke muzike. Tako da mislim, nikoli se ne konča. Pa jaz bi še zmer bi rekel temu, ne vem, jaz bi temu rekel jazz punk, zato ker ima lastnosti jazza in pristop k muziki, ki jo delamo, je zelo jazzovski, po drugi strani ima pa po mojem nek naboj punka, pa tudi ta zmeraj probamo biti nekako družbeno angažirani, kaj to pomeni, verjetno vsak ima svoje, tako da smo probali najti nek svoj način tega angažmaja. Pol se pa ukvarjaš še slam poetrijo. Slam poetrij? Pol se pa ukvarjaš še slam poezijo, ki pa je spet verjetno malo bolj individualistična, kakor band nastopi. Ja, mislim, v principu je. Ja. Čeprav, kar je razlika, se mi zdi, zakaj smo tudi štartali slam, ker je veliko bolj povezan s publiko. Pa ker je veliko bolj gradi na tej skupnosti, sploh če pogledaš v Sloveniji, ne vem, koliko poznaš, ampak ful je Maribor, recimo. Maribor pa Ptuj nekoč sta bila tako, mislim, Maribor še zmer tako centra slam poezije v Sloveniji in oni so res skupnost, en drugega skozi podpirajo, hodijo na vse dogodke, imajo tudi ful dobro obiskane dogodke, tako da so zgradili ne samo skupnost med pesniki, ampak tudi med obiskovalci. Kar je v bistvu se trudimo v Kranju nekako narediti. Ampak še vedno si pa na koncu pred mikrofonom sam. Hočem tle samo neko vzporednico potegam do industrijskega oblikovanja, kjer si rekel, da tudi mogoče na začetku ta koncipacija, pa to je mogoče malo bolj skupnostna, več je nekih feedbackov, pol pa v bistvu projekt zares na koncu realiziraš verjetno sam. Ja, v bistvu zdaj vsaj na faksu smo ga več ali manj sami realizirali v bistvu, ko pa delaš v neki industriji. Zdaj, če si nekje zaposlen, si tako pet v ta proces, dejansko ti si en delček tega industrijskega procesa. In mi nismo tega zares nikoli doživeli, to je ziher manjko. In ne vemo, kako, mislim, ne veš zares, dokler ne prideš delati v eno industrijo. Ker jaz, kar imam izkušenj delovnih z področja industrijskega dizajna, je bilo še zmeraj zelo individualno. Se pravi, mene je nek strojnik najel, da sem mu nekaj izmodeliral ali pa zasnoval in sem bil na koncu dneva res pač spet sam. Ampak, kakor jaz razumem industrijsko oblikovanje, je v bistvu in po nekih vzporednih izkušnjah je ključen lih ta skupen moment in ne moreš en brez drugega. Ja. Ampak ja, I guess na koncu, ko si ti na računalniku in modeliraš nekaj ali pa vizualiziraš, je pa veliko individualnega dela. Ja. Pol imamo na eni strani dizajn, na drugi strani glasbo. Zanima me, a veš, kaj predstavlja odmik od česa? Je glasba umik od šole, ker je to šola, ali je dizajn mogoče umik od glasbe, ker je glasba toliko velik del tvojega življenja? Ali je to sam nek morf vsega skupaj? Ne, drugače dober point. Začel se, zakaj sploh nisem šel študirati jazza, sem rekel, da me toliko enih drugih stvari zanima, ampak čez čas sem pa gotovil, da vseeno je muzika nek tak ključen moment, tudi če ne delam tega za live, kar je mogoče celo boljše. Ključen moment mojega življenja, ki ne more zginiti. Bodi si tako, da pač špilam v bendu, se mi zdi nujno zame,
ali pa pač skozi poezijo, nekako dosta usporedna stvar, je muzika zmeraj prisotna. Itak skozi poslušam muziko, ko delam, ko se vozim, karkoli. Tako da v bistvu je nekako dizajn bil kot nek zelo praktičen odmik od glasbe, se pravi, da imam način zaslužiti cash, oziroma pač se preživljati skozi nekaj, kar mi je še zmeraj dosti blizu, da mi ni grozen delati. Ne predstavljam si, da bi šel delati v fabriko ali pa biti poštar cel življenje. Bil sem poštar en poletje, pa mi je bilo super, ampak vroče. Pa prezgodaj. In mislim, hotel sem imeti to izkušnjo, delal sem tudi ful enih drugih jobov, ampak na koncu sem se odločil, da bom jaz zdaj živel samo od dizajna, se pravi že med faksom in pač delam samo dizajn za life. Ajde, včasih te zgaram kot glasbenik, ampak tudi temu se probam izogibati. Res se probam izogibati temu, da z muziko služim denar, zato ker hočem, da mi je res nekaj, kar počnem čist samo iz vesela. Tudi vse, kar dobimo z bendom, honorarjev gre naprej v band. Se pravi, v snemanje muzike, videospotov, v najem placa za tonca našega, investiraš v merch, pa je tudi mercha, konec koncev dobiš nazaj. Ja. Kako pa z dizajnom uspeš recimo uresničiti te svoje nekih kreativnih ambicij? A veš, a je rigidno to delo, a dobiš zelo jasna navodila, ali si predstavljam, da v glasbi velike enega lastnega izraza uspeš izraziti, a ga uspeš tudi skozi industrijski dizajn, ali večkrat pride do teh nekih šablon, kjer je jasno, kaj moraš narediti? Ja, mislim, da je industrijski dizajn najbolj rigidna smer na akademiji in pač logično. I tako operiraš znotraj zelo jasnega sistema, ti si odvisen od ful enih ljudi in na koncu ful enih ljudi odvisnih od tebe, tako da je ful enih standardov in jasnih pozicij tle. Tako da je zelo rigiden po svoje, še zmeraj pa imaš neke določene svobode. Ampak lih to, kar mi mogoče manjka pri industrijskem, pa dobim noter recimo pri grafičnem oblikovanju, ki ga tudi delam kot v bistvu neke vrste samouk, oziroma pač delal sem pri Fotru kot nek izvedbeni oblikovalec, kar mi je v bistvu dal ful enega vpogleda v tudi grafično oblikovanje in sem od njega dobil ful enega znanja. Na koncu pa v bistvu ugotoviš, da so principi itak podobni. Kako se lotiš enega projekta? Jaz se v bistvu grafično-oblikovalskih projektov lotim na zelo podoben način, kot se industrijsko-oblikovalskih. Dobiš brief razčlenam in grem pač po vrst in imam zelo, pač vsi zakaj imajo pač za to je. Tudi v grafičnem oblikovanju. Tako da še zmeraj imam več svobode, zato ker ponavadi delam, se pravi, kar delam grafičnega dizajna, delam recimo več ali manj publikacije, delam za črno skrinjico, tako da tam imam res dosti neke svobode. Gre pa za to, kako pač prikazati nek tekst, ker gre za pesniške zbirke, tako da se izmeram podrejen temu. Ampak meni je to dobro. Meni je dobro biti v bistvu reševati neke probleme, v bistvu biti podrejen nečemu, pa temu odgovarjati in najdeti neko optimalno rešitev. Ful enih usporednic v resnici, ne? Ja, ful je usporednic. A s bandom ste špilali na akademiji? Tudi smo igrali, ja. A je nekaj posebenega združiti ta dva svetova ali sploh na to ne gledaš kot to pač? A meni je bilo ful dobro. Mislim, itak mi je dobro špilati, pa dobro mi je bilo špilati na faksu. Pol smo dobili pa še ful pozitiven feedback od folka. Mislim, tako, jaz sem si zmer, ko sem bil v srednji šoli, sem ful pregledal YouTubea, se pravi teh early 2000s pa 90-ta emo bandov, kaj je to drugi, tretji val, ki so špilali po faksih in so imeli v kar enem, da bi res pač pri nas na Dolenki v ateljeju gor, tam, ko smo špilali. V takem placu in folku je bilo najbolj, kaj špilal mu je bilo najbolj, verjetno so bili zvočni pogoji obupni, tako kot so gor v ateljejih, ker nizek strop pa ful betona. Ampak vsaj do ni, ne? Ja, vsaj do ni, ja. Če nisi vzvočen, pa če ima sam boben, pa igra swing, zveni ful dobro, ampak
Ja, ne, tako je bilo, malo je bilo ta nostalgija prišla ven, ker pač nekaj, kar nisem nikoli doživel, kar sem zmeram ful občudoval, se je takrat tako malo manifestiral. Ja, verjetno si videl tale MGMT Ta prvi video, ki prvi video na kampusu, tudi, ja. Sem videl, da je dobro, sicer sta ona dva v zuniji, ampak... Ampak ja. Tako mislim, da je tak nek poligon, ne vem, pa tako isto na odprti akademiji lansko let, ko so špilali v Tobačni noter, v Unihali, ful enih bendov, pa poj imela Hana, Branje, pa Performance, pa poj Dragice. Se mi zdi tak, res dober event. Isto na razstavi letos na Dolenki. Pa tako. Te momente res, mislim tako, no in tudi, če folk ne pozna nujno benda, je tam zato, da sem dober. In če ti uspeš to kot bend dati naprej, kar mi upamo, mislim, zmeram ciljamo na to, mislim, je ta sinergija. Ja. Gre naprej nazaj in je ful dobro špilat. Prej sem rekel, vprašal sem te, a je šola odmik od muzike in obratno. Zdaj pa, glede na vse povedano, tam akademija predstavlja zares samo šolo zate, samo institucijo, kjer se izobražuješ in oveščiniš, ali je kaj več, kaj manj? Mislim, v principu je še zmeram samo, mislim, ni samo šola, ampak v osnovi je bila zame res pač šola. Na dodiplomcu nisem zares dobil nekih frendov, tudi zmeram sem bil v bistvu nekako na poti, vozil sem se iz Krana, hodil sem še na konzervatoriju usporedno in je bilo v bistvu zelo sam premikanje iz lokacije na lokacijo. Šele zdaj na masteru, zdaj končujem master, sem dobil nekako neko skupino kolegov. A se še voziš? Ne, živim v Ljubljani zdaj. Pa si veliko manj natempiran, pa je lažje mogoče sprejeti vse te impulze. Veliko boljše, no. Ja. Tudi, ko si enkrat v Ljubljani, se lažje družiš s tem folkom na akademiji. Tako da na začetku mi je bila res zgolj neka izobraževalna institucija, čeprav sem si želel, da bi dobil neko skupnost na faksu. Ko vidim kolegice na arhitekturi, veš, ko imajo v enem seminarju in tisto friendly for life, skoraj da ne. A se ti zdi, da je to mogoče tudi malo specifika industrijskega oblikovanja? Ja, zihar je. Ne vem, kako je pri ostalih, vem, da fotografi ste ful povezani med sabo, slikari so, sklepam, da tudi kipari isto se. Veš, po moje ključno samo to, da si v enem prostoru z enim folkom skozi in pa hočeš ali pa ne, moraš biti tam in rataš konc koncev zelo hiter. Oziroma veliko lažji friend, no? Ker vidiš veliko enih intimnih momentov en drugega, veliko hitrejš, kot jih mi. A ne? Ampak lih na masteru smo pa toliko več časa preživljali skupaj, ker smo imeli v bistvu celosemestrske naloge ali pa naloge, ki grejo čez 2 semestra, ki so zahtevali od nas, da smo res skupaj in pač takrat se je pa začela graditi ta skupnost. Kako se ti zdi, da bi to povezovanje funkcioniralo, če bi bil celoten Aluo pod eno streho? Prvič, ne bi se bilo treba voziti. Veš, da ne vem. Mislim, ful enih interakcij se zihar zgodi na teh pretočnih pozicijah, ala kuhna pri nas na Dolenki, una miza za čike, taki moment, ne vem sicer kaj je tle, ampak recimo predstavljam si, da pri kolesarnici pa ograja, pa ta atrij, no. Tako da zihar bi se zgodilo več interakcije na teh mestih, kar se meni zdi ključno, ker zdaj pač ne poznamo se zares med sabo. Vemo, da so eni ljudje, pa mogoče imaš kakšnega izbirca, pa se pa spozna z njimi, ampak zares nimaš več priložnosti se tudi družiti z njimi, ker smo vsak na svoji lokaciji. Tako da iz tega vidika zihar bi funkcionirali, pa bi bilo pozitivno, ampak se mi zdi, da bi mogli pa imeti tudi, no pa sej zdaj so, sej mogoče je to problem, da ni na istem mestu. Izbirni predmeti, recimo, ne, jaz imel v tem prostoru kiparstvo, najbolje bilo. Imel sem grafiko, isto pač tle, zdaj na masteru, je bilo isto full fine. In tle smo se spoznali, ampak se pa nismo niti več videli, vidiš se enkrat na teden, pa je to.
pa poje vsake toliko cajta spet na mogoče kakšni žurki. Ja. Tako da iz tega vidika, ne vem. Ampak se itak problem je, da smo toliko različni oddelki, da se ne bi mogli pa zares ful povezovati programsko. No. Vsaj zdaj v tem trenutnem kurikulumu. Ja. A se ti zdi kurikulum prerigiden? Glede ostalih ne vem, za industrijsko oblikovanje ima tako ene stvari se zdijo mogoče ne vem, mogoče preveč prostora pri enih stvarih. Pa ene stvari so zasnovane zdaj rekel zelo tako jebi vetrsko, ampak recimo industrijci imamo to specifiko, da se precej povezujemo s strojno fakulteto pa nekimi naravoslovnimi fakultetami. Spoznavaš materijale, spoznavaš tehnologije, bla bla. In te predmeti so, sploh ker so nastrojni, so zmeram tudi strani prefaksov, strojnikov, večina njih, no, so tudi izjeme, so zelo tako, ajde, ok, te industrijci, da oddelamo to, sej ni važen. Čeprav so v bistvu lahko ful zanimive stvari, pa ful pomembne stvari. Tako da iz tega vidika ne vem, kaj se spreminja, zato ker nimamo pogleda, kaj je bilo na dodiplomcu zdaj. Vem, da se je spreminjal program tudi na mastru, pri nas, tako da zdaj je praksa, kar je, se mi zdi, da ful pozitivna stvar. Mi nismo imeli prakse, recimo. Praksa skoraj nujno. Jaz sem to recimo ključna sprememba, ki jo ziher lahko pohvalim. No pa to, neki predmeti, ki so bili, to, kar sem rekel, čez 2 semestra potegnjeni, sploh to, kar smo imeli, se pravi, upravljanje v oblikovanju, prej od profesor Klinarja predmet, je bilo res, ko te potegnili noter v oblikovalski proces, najprej oblikovalska raziskava in pol, se pravi, načrtovanje nekje do, mi smo šli do proof of concept, nekak faze. Tako da to, ampak pri enih predmetih preprost si preveč, on te ni niti pustil dihati. Ja. In po mojem je bilo to dobro, ker še zmer smo na faksu. Vse prav, da se naučimo samostojnosti in pač neke lastne iniciative, ampak obenem, zakaj pa hodim na faks, če mi v bistvu noben zares ne pove nekih stvari. Ne? Tle je fajn, tle se lahko zmotaš, tle lahko narediš vse narobe, pa ti bo Fox rekel, ja, to si naredil vse narobe, to je najslabši insight, ki sem ga jaz prebral kadarkoli. Dober insight je, napiše tako, ključne so te stvari. In ponavljaš in zato si tle, da se naučiš, to je ena stvar, druga stvar, da se povežeš med sabo za potencijalna kasnejša sodelovanja, da pač ne omenjam te najpomembnejše stvari, ki je seveda pač, da se gradijo te skupnosti mladih oblikovalcev, umetnikov, tako, kar je ključno, ker itak, če ne stojimo skup danes, itak gre tako na slabš, bo šlo še bolj, še na slabš. Ja. Kaj sem, sploh ne vem, sem že ful enega sranja zale. Vse si povedal. Na pletu, sorry. Mogoče se vrnem še malo na tole tvojo družinsko vpletenost. Čisto na začetku si omenil, da ste se pogovarjali o pogojih takšnih in drugačnih, o stavbi in manku le-te. Ja. Zanima me, a veš, z momentom, ko si prišel na ALUO, a je zate to nova stavba ostala samo neke sanje, ki so jih že generacije sanjale in nikoli dosanjale, ali si mogoče celo razmišljal, da se bo zgodilo v času tvojega študija, da se bo zgodila neka sprememba? Nisem računal, da se bo zgodilo v času mojega študija, sem pa imel željo nekaj dodati temu. In sem v bistvu za diplomsko nalogo sem delal univerzalni interierni element za akademijo. In pač zanimalo me je ful povezava interierja z industrijskim oblikovanjem oziroma prostora in oblikovanja, pač produkta. Zato sem si tudi to izbral nekako za magistrsko diplomsko nalogo in v sklopu raziskave sem šel čez vse oddelke akademije. Po vseh lokacijah, takrat so bili še v stavbi univerze, so bili teli restauratorji. In se pogovarjal z vsemi, kaj je treba, kaj rabijo, kako rabijo, koliko velike prostore.
s ciljem seveda pač načrtovati nek ta univerzalen interjeren element in zasnovati drugič nek priročnik za načrtovalce bodoče akademije, kaj se rab, kako morajo biti prostori povezani med sabo in organizirani. In to je prišlo, mislim, diplomiral obviously sem, prišlo je tudi do nekih kasnejših pogovorov, jaz sem oddal svoj elaborat tudi dekanu, bil sem zraven še pri neki osnovni fazi načrtovanja, se pravi tega natečajnega elaborata, ampak pol se je nekako vse skupaj zamrl in sem bil tako, evo, spet se ne bo zgodilo 10 let nič. Spet smo tle, ja. Kaj pa je bil ta univerzalni interjerni element? V bistvu sem glede na potrebe in organizacijo posameznih študijskih smeri, sem zasnoval, v principu je to omara, več njih pač vzporedno in se premikajo po vzdolžni osi prostora. Aha, po vseh, mislim, po nekih vodilih na stropu. V bistvu dosti preprost način, ki je bil pa drugačen od obstoječih, recimo nekih primerov iz tujine, lih potem, da ti fiksno ne zamejiš enega prostora, hkrati pa omogočaš prostor za shranjevanje. Zmeraj so problemi, kam shraniti neke stvari, se pravi, to so v tem modulu noter, hkrati pa omogočaš, da se prostor, pač ponovadi so prostori pregrajeni, se pravi, če imaš prostor, so pregrajeni na 2 mestih in pol ali pač pospraviš nazaj neke te španske stene ali pa jih postaviš v prostor. Ključno pri tem je, da ti imaš zmeraj lahko povsem odprt prostor, če recimo te omare umakneš levo in desno, lahko narediš večji, manjši prostor, lahko narediš 3 enake, odvisen kaj je pač potreba. Zdaj to seveda pač je pretežka stvar, da bi ti premikal non-stop, on daily basis, ampak je pa ključno lih pri tem, da ti glede na to, koliko se bo spreminjal učni proces ali pa študijski proces, kakor se je zdaj dogajal konec koncev, lahko tudi temu prilagodiš prostor. Ja, nisi omejen s to neko rigidno formo prostora. Ja, točno to je. Hudo. Kakšna so tvoje pričakovanja za akademijo? A veš, kam jo vidiš iti? Kako naj se postavi v to zadnje čase kar neugodno družbo? A je njena vloga bolj mentorska? A se mora podrediti? Ne, mislim, da mora, definitivno se ne sme podrediti nikomor. Mislim, da je ključno lih to, da je akademija omogoča toliko nekih toliko nekih svobod oziroma različnih pristopov, ki jih sicer drugje ne moreš niti ali bodi si izražati, probati, kakorkoli. In zato se mi zdi akademija ključna. Da v bistvu ne lih safe space, ampak ja, na nek način safe space, da probavaš različne stvari, ki jih mogoče, ko boš vstopil v sistem, bodi si ne boš mogel, si ne boš mogoče upal, ampak lih to je ključno, da ko vidiš tle, da se nekaj da, da je možno, da je vredno stopati za nek koz, karkoli, pa tudi če je to, da oblikuješ novo črkovno vrsto, da pač greš naprej s tem. Ja, ali pa da razumeš vsaj, zakaj jih lih ravno moraš predstaviti. Ja, definitivno. Ja. Mislim, to je ta neka družbena angažiranost, ki mislim, da je nujna za akademijo. Pa tudi to, da se ne, sej prav, da se naučiš osnove, pa da razumeš, iz kje izhajaš, ampak da se konec koncev odmikaš od teh osnov, seveda utemeljeno. Če imaš ti razlog, da se odmakneš od tega, kar si se naučil, od neke norme, od nekega sistema, mislim, da je to absolutno prav. In mislim, da se tudi to zdaj zaenkrat dogaja, da Profoxe zelo spodbujajo ta nek odmik od tega. Da smo vseeno zelo spredaj, kar se tiče, tako na prvi bojni liniji, kar se tiče
odpiranja novih možnosti, predvsem kar se tiče, kar se tiče umetnosti, ampak kar sem hotel reči ključno, kar se tiče človeka. Ja. Lik zdan sem razmišljal, zakaj je ključna umetnost, in zakaj se toliko ukvarjamo. Mislim, nihče se ne ukvarja, recimo, da na Kemijskem inštitutu en dela 10 let eno mikro stvar raziskav, ki bo mogoče koristila nečemu. Medtem ko vsi kurcajo čez umetnike, ki razvijajo svojo prakso, zakaj se nihče ne ukvarja. Mislim, se prav, da se ukvarjajo s temi stvarmi, ampak lih toliko je prav in lih toliko bi moglo biti v družbi tudi utemeljeno, da se ukvarja s tem. Ja, se mi zdi, da družba pač preprosto, neka širša družba pozab na družbeno koristnost umetnosti. No, sej lih to, a ne? To je bil ta moment, a ne? Da se kako zdaj dati naprej, mislim, kako skomunicirati, oziroma prideti do folka, da je dokazati vrednost? Mislim, ja, dokazati vrednost. V bistvu vrednost bi se mogla dokazovati sama čez prakso. Ne? Ampak problem je to, da mislim problem. Zdaj meni se zdi, da je problem v tem, da preprost je ljudem težko pogledati sami vase in sprejeti to, kar jim mogoče neko umetniško delo komunicira, ali pa ne razumeti česa. In tako smo vsi natempirani na to, da bomo vse razumeli in vse moramo razumeti, koliko kar je. Na koncu dneva pa lahko ti prebereš, od cele pesmi en vers, mislim, ti izstopa en vers in je dosti, da ti izstopa en vers, pa ti dal že to dosti za cel dan. Ja. Recimo. Če so spet pri pesmih, 12.7. Hobo Johnson, Kino Šiška. Poznaš? Ja, poznam, ja, ampak ne grem. Škoda. Ja. Ok, mogoče še kakšne želje čist na konc za akademijo, za študente, za družbo? Fakt ne vem. Mislim, da se, eno je to, no, da se končno zgodi ta stavba, pa da se zgodi res premišljeno. To je ključna stvar. Da ne bo neka stvar, da je, mislim, pač pohitena, Ja. neutemeljena. Ja, mislim, če bomo imeli mi kaj besede zraven, pa ne mislim mi, ti pa jaz, pa Maj tle v studiu, ampak mi vsi deležniki akademiji, glede na to, da se že 40 let razmišlja o tej stavbi, si predstavljam, če bomo upoštevani, da bo premišljena. Ja, mislim, jaz tudi računam na to, mislim, da akademija kot taka, ne sama, organi in mi, študenti, bivši študentje, vsi zaposleni, da, kakor sem prej rekel, smo na tej prvi liniji angažiranosti pa to. Mislim, naša dolžnost, da če ni, da rečemo, da ni to, kar je treba. Tudi zdaj, ko so bile volitve za novo dekanjo, Barbara kot edina kandidatka in tudi v bistvu naša perfaksa na industriji, ona je res taka, da bi mogli stvari... Ja, ona ima pošlihtane stvari pri sebi in zna jih pošlihtati navzven, se mi zdi. Ja, definitivno. In je tudi tak človek, ki ti pove stvari take, kot so. Ja. In ni izgovor, da prideš neprespan na teorijo, če nisi prebral stvari, zajebal si kaj. In jaz sem zdaj tle in predavam, ti pa ne veš, o čem predavam. Kdo je zdaj kriv? Ja. Ne, ampak jaz v bistvu sem kar pozitiven glede tega, da kaj se bo dogajalo. No. Mislim, imam neka pozitivna pričakovanja na ta mandat. Ok, super. Evo. Hvala, Gal Grobovšek, najlepša hvala za pogovor. Hvala za vabilo. Upam, da si se uspel naspati, preden si prišel sem, če ne, si pa zdaj prvoščič. Kaj ti je? Akademija. Kaj ti je? Kaj ti je? Akademija. Kaj ti je? Akademija, kaj ti je? Akademija. Kaj ti je?